pozdravljeni. Zadnjič smo bile dame na kavi, smo klepetale tako iz različnih koncev Slovenije in smo se pogovarjale o samomorih. Fajn tematika, ne? In kaj smo ugotovile je, da poznamo vsaj nekoga, ki ga je naredil, oziroma nekoga, ki so imeli to tragedijo v družini. In če pogledamo statistiko tega v Sloveniji, je zares veliko. Ampak, kaj enkrat prideš do tega trenutka, da pomisliš na kaj takega, se moraš zavedati tudi, da imaš takrat zares krasno priložnost tudi za rast. In tudi za to, da popolnoma spremeniš svoje življenje in sicer s tem, da najprej seveda spremeniš sebe in potem se vse ostalo tudi spremeni. No, zdaj boste rekli, ja, to je lažje reči kot narediti, se strinjam, ampak danes pa vendarle imam gosta, ki pa je to naredil. To je osebna zgodba policista. Ivan Jurgec je tisti, ki je danes v naši družbi in zaupal nam bo, kako je on sam iz čistega podna samega sebe pobral do tega, da je začel živeti in da je tisto cev, ki jo je imel na senci, mislim, da vsaj tako piše, da je dal dol in da je rekel, ne, poskrbeti moram za otroke in imam priložnost in dajmo to izkoristiti. Ivan Jurgec, lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa, da si se odzval mojemu povabilu. Hvala vam. Mislim, da je tvoja zgodba tista, za katero mora vedeti vsak Slovenc, ravno zaradi tega, ker veliko ljudi se v življenju znajde na tej točki, ki rečejo, ne morem več. In sploh pri policistih, zadnjim sem glih imela eno izkušnjo, moram reči, da vas občudujem za vaše delo, je izjemno delo, pomembno delo je delo policistov. Mi je pa žal, oziroma me pa srce boli, ker v Sloveniji niste tretirani na takšen način, kot bi morali biti. Iz vseh vidikov, na koncu tudi z finančnih. No, ja. Lahko bi tako rekli, ja. Kako se je začela, Ivan, tvoja zgodba? Kdaj si videl v življenju, da se ti je začel krhati, da mogoče na zunaj je še bilo nekako zavideti, da je vse v redu, ampak vse se pa začel mogoče, ne vem, nekako razpadati? Ja, zdaj tako, to je bilo dokaj hitro, ne, bom rekel tako, ja, že bom rekel, kar po rojstvu prve hčerke so določeni konflikti, ne, in pol vedno razmišljaš o tem, vse bo boljše, ne, in vse bo že minilo, ne, ampak je tak, ne, ampak ni glih minilo in je pol se nadaljevalo, nekako nismo z mojo bivšo partnerko najdla nekih konkretnih stikov, da bi lahko se pogovarjala o teh stvareh in normalno pol še je prišel drugi otrok, ki spet bom rekel tako, sem mislil, da bo z otroci minila zadeva, ne tako kot pač kar dosti ljudi tako razmišlja, da bo kar sama zadeva pa težava, kar se odpravlja sama, ampak ni tako, ne. In ja, vedno bolje šlo in tudi, ker imela pač partnerka težave z alkoholom, tudi jaz bom rekel, sem ga takrat se zatekel v to zadevo, sfero alkohola in prijateljstva in sem bežal nekako od doma, od te odgovornosti doma, ampak vse te stvari so nas odvajale, pa potem še prišla naša tretja hčerkica, ne, in pol pa je bilo res še nekako tako izredno stanje, ko je bilo vedno slabše. Prepiri pa pretepi pa bilo kaj take se je dogajalo v družini in do ene noči, ko pač smo imeli konflikt s partnerko, katera je me zaklenila zunaj iz vrata, ne. No, to sem doživela tudi jaz, ampak v kontraobliki, jaz sem zunaj ostala. Ne, mene je zaklenila ven, ja, ampak sem mislil, dobro, vse bo minilo, ne, zadeva po enem, točno se niti ne spomnim, kakšen konflikt je bil, ampak konflikt, ko že imaš dosti konfliktov, je to pač nekaj vsakodnevnega, pa se ne toliko oziraš na to, ne. Vse, ko energija ne štima, se na koncu začneš kregati zaradi tega, ker šalca tak stoji na mestu. Ja, zaradi malenkosti, kar je ponavadi tako, večji del takih stvari so malenkosti, ne. In ja, sem ostal pred vrati, ampak dobro, sem si mislil, bo že minilo, ampak ko sem prišel nazaj, potem kasneje spet ni bilo, da bi me spustila v stanovanje, to je bilo kar po zimskem času, mislim, da februarja. In ja, sem ostal pred vrati, najbolj me je takrat šokiralo to, ker je dejansko bila partnerka not pa 3 otroki, moje hčerke, ko so jokale, ne, in dejansko me to bolelo, ampak nisem želel nekako nasilno delovati, da bi
tako so mi nekateri predlagali, da bi mogel vrata razbiti, pa pokazali, kdo si, pa tako, ne, ampak nisem želel tega narediti. Sem se pač umaknil v avto, poslušal glasbo, sem malo peljal naokoli, ko sem pol prišel nazaj, so že spali vsi, takrat normalno spet nisem mogel priti noter, sem tisto noč prespal v avtomobilu, prespal v narekovajih, nisem zatisnil oči, ampak takrat sem se pač tudi odločil, da mora temu biti nekako konec, ne, da tako več ne gre naprej, te prepiri, prerekanja, res da je pa tako bilo, imaš 3 otroke tam in se kar tako odločiti, mi je bilo to ena taka najtežja odločitev, da sem rekel, da več tam ne bom, da moram nekaj narediti in dejansko pol naslednjo jutro sem poiskal stanovanje in se odselil. Tisti prvih nekaj mesecev je bilo ful težkih, ja, in še posebno, ker so bili otroci v takem okolju in vse skupaj, jaz sem sicer vsak dan tam pri njih, ampak tisti, ko ima otroke, ve, kako je to, da ni tako enostavno, oziroma sploh ni enostavno, ne, pustiti jih, ko veš, kje so. Tako, da me je vse tako potolklo do tega, da ne vem, da je točno kdaj pa mi je bilo, da sem dejansko, tudi sam ne vem, ker pač policisti imamo orožje, ne, zakaj sem sploh imel orožje takrat pri sebi doma, to se ne morem spomniti, ampak najverjetneje je prišla misel s temi težavami, da pač ni več istega, kako bi temu rekel, za življenje naprej, ne. In ja, takrat sem se v Kampelu, je bilo to ena vasica pri Kopru, v sobi, na postelji. Vem, da sem imel gore na senci, mrzlo se, še danes spomnim, kako je bilo. Ampak zdaj, kako je bilo vse tisto stvari notri, to ne morem vedeti, ker to v tistih mislih, kaj se mi je dogajalo v glavi, ne vem. Ampak imaš takrat občutek, da si ti ali kakor da bi te neki druga prijeli? Takrat, ko si najverjetneje v tem nimaš, to ne veš kaj. Takrat pač ne moreš trezno razmišljati, da bi rekel, to je pač, razmišljaš o tem, da nima smisla življenja, da je mogoče najboljše tako narediti. Tudi takrat sem bil izgleda, čeprav sem bil otroci najpomembnejši, so mi tudi takrat pa zdaj, izgleda takrat, ne vem, ne znam razložiti te stvari, kaj je bilo takrat. Vem pa samo, da sem se naslednjo jutro zbudil živ, zdrav, najverjetneje, tako kot razmišljam, mi je nekdo dovolil ali pa dal, da ne smem tega narediti, da so le otroci tam, da moram za njih poskrbeti, ne. In ja, potem sem se pač odločil, da poiščem pomoč, najprej psihiatru. Bil sem 6 mesecev na teh antidepresivih, potem sem jih sam prekinil, ker sem se zavedal, da ne smem ostati na tem, da je to samo neka točka blažitve, da si sebi spravim, ne, in tako da, ja. Ampak kako pa so psihiatri odreagirali na to, ko ste rekel, da ne boste več antidepresivov? Tako bom rekel, jemljite naprej, niste odvisni, to vam bo pomagalo, ne, ampak jaz sem se takrat odločil in tudi pol nisem šel več psihiatra, jaz sem bil, ne vem, 3-4. Ampak a se vam je zdel, oziroma se ti je zdel, da si bil tak zadet po teh tabletih, v tem smislu, da nisi ti, resnično ti? Pomirilo me je, že takrat to vem, da je, da sem mogoče, oziroma bom tako rekel, sigurno mi je pomagalo pri tej stvari, da sem lahko potem v nadaljevanju vse te stvari okoli, kaj se je pač dogajalo pol kasneje, da sem lahko speljal, ne, tudi okoli prevzeti, se pravi, da sem otroke dobil skrbništvo, pa vse ostale stvari, ne, tako da, ja. Ampak si pa verjetno ne predstavljaš, da bi bil celo življenje na antidepresivih? Ne, nikoli, jaz vsakemu svetujem to karkoli, ker so druge stvari, ki jih lahko, sicer ni tako enostavno, najlažje je tabletko vzeti, pa misli, da bo to kar šlo, ampak zato nažalost to ljudje najlažje mislimo, da rešujemo z temi tabletkami, ne. Ampak ne, jaz sigurno ne, tudi zdaj ne jemljem tablete, res v izjemnih primerih, kaj takega, ne, tako da ne, ni šans. Kaj ti je pomagalo? Takrat bom rekel tako, takrat na nezavedni ravni mi je nekako bilo, da samo rešim stvari okoli otrok. Zdaj, takrat nisem še nekako vedel to okoli te osebne rasti pa vsega tega, ne. Takrat vem, da sem začel psihiatro, potem sem začel rihtati okoli otrok, te zadev, skrbništva, preselitve in vse ostale zadeve počasi, ker sem se tega zavedal, da mogo narediti. Takrat nisem toliko. Največja ta osebna rast, se pravi, da sem res začel spreminjati sebe, prišla te 2013, ne, se pravi to potem, ko že sem doživel še marsikaj drugega od smrti moje partnerke, ki je pač umrla, ne, zaradi
alkohola, oziroma najverjetneje okoli vseh teh posledic, ki ti grejo od alkohola, stresa in vsega, kar nanese. In še marsikaj druge, ker policisti imamo pač tako in drugačno delo, ne, tudi stresno večinoma. Ne. Se pravi, ostal si oče samohranilec? Ja, oče samohranilec, res pa je, da so mi tu pri tem pomagali moja družina, takrat, ko sem se preselil, da so mi, se pravi, 3 hčerke sem razporedil, eni sestri, drugi sestri, tretji sestri, jaz sem se pa 14 mesecev tistih vozil vsak dan iz Poljčan v Portorož dol. In tisti čas sem največ stika zgubil z otroci. Ne. To nobenemu ne svetujem, da bi se kaj takega privoščil zgubiti stik z otrokom. Ne. To res dejansko zgubiš. Poljčan do Portoroža, to je 2 uri zih? Ja, 3:15 sem se vstajal, da sem pol prišel dol, ne vem, 6, pol 7, zvečer sem se vračal okoli 6 ure nazaj domov, mogoče 2 urco z otročki pa spat in tako dalje in tako dalje, ne, ta je bil ta moving. Ne. Ampak izkušnja v življenju, ki mi je dala vedeti, marsikaj sem se naučil iz te izkušnje, ne. Tako da ja, pol pa normalno so mi, sestre pomagale do trenutka, ko sem pa pol dejansko otroke prevzel k sebi, smo začeli živeti skupaj, ampak spet, jaz kot sam pa z otročki, normalno so težavice take in drugačne, tako da 2013 pa je izgleda vse to kolapsiralo od mojih osebnih stvari do službenih in tega le, in da sem pač našel tisto spletno stran te Peter Škarja, ne, ko je, in pol mi je tista knjiga, ki sem jo naročil, prva knjiga mi je bila tla, da sem sploh začel brati te stvari, ne, mi je dejansko dvignila raven. No, tako dalje pa delam dejansko vsak dan na sebi, od branja, gledanja, obiskovanja seminarjev, različnih stvari, ki se jih naučim, jih sprobam v življenju in ja, mi ful pomaga pri tem, da sem zrastel. Gledaš tudi kaj klepet ob kavi? Tudi, priporočam vsakemu, da si ogleda te oddaje, ker so zelo prijetne. Veš, jaz ljudem razlagam, vsakmu od nas so se zgodile kakšne težke stvari. Tvoje so res zelo težke stvari in težke življenjske izkušnje, ne? Ampak še vsem, ko jaz govorim ljudem, se mi zdi, da ne začutijo tukaj, ker vendarle nikoli nisem bila na tem. Ja, ti si dejansko bil na tej točki in verjamem, da ti bodo ljudje veliko bolj prisluhnili. In imaš res pomembno poslanstvo, da pomagaš dejansko takim ljudem. A si že prišel do te točke, da čutiš hvaležnost za vse to, kar se ti je zgodilo? Sigurno, to hvaležnost kot tako, ko sem, recimo rekel, v preteklosti hvaležnosti nisem nikoli jemal kot tako pomembno, ali pa karkoli. Vedel sem, da si moraš biti zadovoljen s tem, kar imaš, da vse te stvari, ampak hvaležnost v takem širšem pomenu, ki sem ga spoznaval zdaj, zadnje ta leta, ko delam na sebi, ne, v drugem pomenu, z branjem, z obiskovanjem, z govorjenjem, mi je to res dejansko, jaz sem vsak dan hvaležen, da se sploh vstanem, da sem živ in da lahko vsak dan naredim, ampak vsak dan posebej, ne, se pravi, preteklo sem pustil za sabo tiste stvari, da me ne ovirajo, kar sem opazil pri ljudeh, da ta preteklost je zelo ovira pri ljudeh, da bi sploh zrastajo naprej, ne, ker bolj so tam kot pa tukaj, ne, tako da ja, zelo sem hvaležen za vse, kar se mi je zgodilo, je bila to ena zgodba, ena, bom rekel, zelo poučna in vem za naprej, kaj in kako lažje bom lahko. Zato sem se pa tudi odločil, da želim ljudem pomagati, tako kot policist, tako kot tudi še v mojem prostem času, oziroma v tem času, da jim želim pomagati, tako mogoče s to knjigo, pa še z drugačnimi zadevami, katere imam v mislih, tako da ja, zelo pomembno je, zato tudi, bom rekel tako, meni je knjiga bila izliv vseh teh zadev in mi je še toliko bolj, da sem dal ven, ker da ni v meni ostalo, ne, ker spoznal sem nekaj, ne, da ko začneš govoriti, ko začneš to dajati ven iz sebe, vse težave, karkoli, da je veliko lažje, ne, to je kot en kamen, se ti odvali iz srca. Neka vrsta terapija. Tako, sigurno. Naklada je 500 izvodov, hvaležna sem zares, da sem enega od teh 500 dobila jaz. Hvala lepa, verjamem, da bojo ljudje, oziroma da so že pograbili to knjigo, bo treba spet malo tiskati, ne? Upam, da ja, ampak vse gre v glavnem. Zdaj veste, kako je kot nova oseba na tržišču, če se tako izrazim, ne, je tako, da počasi, jaz pravim, tako vsak človek začuti takrat, ko je pač pripravljen in gremo naprej. Jaz tudi nisem bil pripravljen dolga leta in potem je ena knjiga spremenila
moje življenje, tako najverjetneje lahko tudi vem, da je že nekomu, pa tako so zelo hvaležni. In ja, sigurno se zgodi, da je vsaka knjiga, pa vsaka zgodba, ki jih je dosti na zunaj, ki lahko pomagajo, in ena je tudi moja lahko. Jaz ti poklanjam pa mojo hvaležnico, zaradi tega, da boš pisal dnevne hvaležnosti noter, ker vem, da jih pišeš. Ja, pišem, sigurno. Je hvaležnost ena izmed tistih takih wow stvari, ki bi res se mogli bolj zavedati? Zelo pomembna stvar, zelo pomembna. Zapravim, ko sem se začel tega zavedati, ko sem začel to ven dajati, pa biti res hvaležen za vsake te stvari, majhne stvari, ker mi bi bili za velike stvari radi hvaležni, ampak za mičkene, se pravi, da se lahko pogovarjaš, da lahko vidiš, da slišiš to, kar se nam zdi samoumevno. To je pomembna stvar, ker ko zgubiš neko stvar, takrat komaj mogoče se zavedaš, koliko bi mogel biti prej hvaležen. Ja, osebnostno si se vsekakor osvobodil, ne? To sigurno, ja, to zelo. In vsak dan rastem, vsak dan, vsaka izkušnja mi je samo dodatna stvar, da zrastem in sem še bolj hvaležen tudi obiska v tej oddaji. Ja, seveda. Mi ti želimo, da se osvobodiš na vseh nivojih, tudi mogoče od težkih delovnih pogojev, pa da se boš res lahko ukvarjal s tistim, kar želiš, mogoče da postaneš, ne vem, nek coach, motivator, kakorkoli pa že. Zato ti poklanjam še knjigo Kako živeti v obilju, ki ne govori ene stvari, absolutno verjamem, da že veš, ene stvari pa, ki so mogoče tudi vezane na denar, ki je dejansko posledica, ne vzrok, boš pa tudi verjetno še ugotovil, je kar nekaj orodij takih in drugačnih. Ker jaz razumem obilje kot naše naravno stanje, kot to, da samo pogledaš okrog pa vidiš, wow, se res, koliko nam je dejansko lepo. Točno, tega se premalo zavedamo, ker ne znamo ceniti, kar imamo tukaj, morda tako se pač pogovarjamo z ljudmi, ko potujejo, vsi mislimo iti kam v tujino, da bo ne vem koga, ampak ko prijejo, tam so včasih tudi kar žalostni, ko tisto ne vidijo, kar imamo mi tukaj v Sloveniji, v tem našem prelepem kraju tukaj, te lepote. In to mi še da bolj da. Sem zelo hvaležen, da živim tukaj in da sem Slovenci in da živim v Sloveniji. Ja, res je. Jaz rada potujem, ampak še rej se pa vrnem. Ja, sigurno. Da vidim dejansko Slovenijo, ki je res, res, res krasna in pa imamo vodo, pa imamo to, pa imamo ono, res veliko krasnih stvari. Nekateri ljudje pravijo, da jim iz te najnižje točke pomagajo tudi, da si postavijo neke cilje ali pa kakorkoli. Si postavljal tudi ti kakšne cilje? Ja, sej, pravim, ko sem začel rasti, sem tako začel to spoznavati, da je postavljanje ciljev pomembno. In ja, imam in postavljene in zapisane in delam na tem, seveda se spreminja. A bi nam kakšen cilj lahko zaupal? Recimo, zdaj bližnji cilj, ki ga bom recimo letos v nekaj mesecih, 17. septembra izkoristil, ker sem si pač datum dal, je zdaj druge knjige, ki jo imam zdaj v pisanju, tako da, ja, to je en cilj, ki sem si ga postavil, ki je v sklopu tega življenja tudi, da lahko pomagam še ljudem. Kako so tvoji otroci danes? Koliko so stari? Najstarejša je 24, 21 in pa 15. Tako da zdaj 15 bo zdaj šla v prvi letnik, se pravi naprej, kar je spet neka taka prelomnica, Najbolj pomembna, ne bo hčerke mislili, da ne, ampak je vnukica, ki mi tu daje še dodatno energijo meni in celotni družini, ki nas je bolj zbližala. Wow, ker te 20 nekaj letniki so zdaj kar pridni, hitro postanejo starši. Se mi zdi, da je fajna, da je spet tak mal trend nazaj. Te mal pomladim, vse mene je zelo pomladilo vnukica in ja, super je. V knjigi Osebna zgodba policista pa pravzaprav je ena od stvari, ki si jo zapisal tudi to, da se je fajn veliko objemata, ne? Ja, sigurno. No, evo, dajva se potem objeti. Hvala lepa. Ja, super. Za vse. Takole. In hvala lepa. In tudi vi, dajte najde danes koga, da ga boste lahko objeli, če pa nijate nobenega, pa lejte same sebe, lahko vedno objamete in prisluhnete temu, kaj vam dejansko govori duša. Sicer pa verjamem, da vas je navdihnila tale zgodba, zgodba čisto poprečnega Slovenca, ki dejansko govori o vseh tistih izzivih, s katerimi se mnogi srečujejo. Od alkohola do misli samomorilnih, destruktivnih, do razpadov zveze, prepiranja in vsega ostalega. Vse to je del zgodbe in je preteklost Ivana, ki je danes tukaj. Ampak poglejte ga, on je danes srečen človek. In tudi, če ste se vi znašli v taki mogoče neprijetni situaciji,
vaša odločitev je. Izberite pa tisto, kar je za vas dobro.